Leta 2013 je tajfun za seboj pustil opustošenje in več tisoč mrtvih, ni pa zlomil vere in ponosa prebivalcev v Taclobanu. Ko je papež videl katastrofo, ki jih je prizadela, je začutil dolžnost, da jih obišče, je dejal med mašo v bližini letališča. Ljudi je nagovoril v španščini, mnogi ste izgubili vse, človeške besede niso dovolj, da potolažijo vašo bolečino, a Bog ve, kaj naj vam reče, saj Gospod s križa razume človeško bolečino in nikoli ne razočara. Pred milijonom ljudi, na katere je padal močan dež, je papež želel iz srca spregovoriti vsakemu in mu zagotoviti, da bo solze osušil Jezus, ki je izkusil bolečino za naše odrešenje, naše skrbi pa bo sprejela Marija, mati, ki je stala ob vznožju križa in ki nikoli ne pozabi na prošnje svojih sinov. Papež je skupaj z verniki molil za vse tiste, ki so umrli, in spomnil, da v življenju nismo sami, zlasti v trenutkih preizkušenj. Zaradi poslabšanja vremenskih razmer je moral papež spremeniti svoj program. Vsi dogodki so se sicer zgodili, vendar zelo na kratko. Po koncu maše se papež ni zadržal z verniki, ampak se je s papamobilom odpeljal na nadškofijo, kjer se je srečal z nekaj preživelimi po tajfunu. Med potjo pa se je ustavil tudi pri neki ribiški družini. Pred vstopom v katedralo, kjer je na hitro pozdravil cerkvene predstavnike in družine preživelih po tajfunu, je iz papamobila blagoslovil center papeža Frančiška za revne, ki se še gradi. Sledil je povratek v Manilo. Najbolj pričakovan dogodek na Filipinih je trajal manj kot 5 ur, a se je dotaknil srca mnogih. Tacloban v prihodnost gleda z upanjem in spodbujen s toplim nasmehom papeža Frančiška, oblečenega v rumen dežni plašč.